sem tam stal in gledal neko točko in se rekel, wow, ne morem verjeti. Toliko sem meditiral, vegetarijanec, vse sem delal religiozno, da bi dosegel neko nirvano in karmo, od tega nič. In nekaj samo povem, da Jezus je Gospod in začutil sem Boga. Kako sem spoznal Boga ali pa kako je mene Bog spoznal. 2006 se je takrat zgodilo. Predtem 3 leta sem bil globoko v New Ageu. Kaj je New Age? To je neka mešanica med jogo, budizem, bil sem vegetarijanec, tako da so mi všeč bile te vzhodnjaške religije. In bil sem iskalec, iskal sem. In vsi moji sodelavci v moji službi so to pač vedeli, celo to, da sem vegetarijanec, nisem nič mesa jedel. In en dan se je zgodilo, da moj sodelavec me je vprašal, če pa želim priti nekje, ki pač slavijo Jezusa. In se je rekel, meni sploh ne zanima Jezus, jaz sem v budizmu, jaz meditiram vsak dan, delam jogo in to me ne zanima. Ampak ker je rekel, da to vsak petek delajo, ker sem bil duhovni iskalec, bi šel bilo kje, ko se nekaj duhovnega dogaja. In pol končno grem res v ta prostor. In tam bi bil nekdo, ki igral kitaro, malo so slavili Jezusa, malo se nekaj dogajalo. In meni je bilo tako čudno, pa sem bil zelo skeptik, nisem verjel, kaj so pač govorili. In potem sem šel potem še enkrat tam, drugič, ker me je bilo kar duhovnega, mene to zanimalo. In je bil en pridigar, govoril je 5 minut o Janezu evangeliju. In kar nekaj so se dogajali čudeži in znamenja. Kar nekaj ljudje so bili po tleh, eni so bili polni svetega duha. In kar nekaj sem šel, bila ena gospa, po tleh je ležala in grem jaz do nje. In pa še gospa, a lahko vas dvignem? Vi ste po tleh, tle je umazano, blato, bo zima bila. In rekla, ne, pusti me, jaz sem polna ljubezni in polna svetega duha. Takrat sem se ustrašil. Dobesedno se je, to je neka sekta, to so neki sektaši, me bo vzeli neko ledvico ven, me bojo kam pobrali. Dobesedno moj prvi odziv je bil strah, kam sem je šel končati. Ampak nekako bil sem pogumen in sem šel do tega tipa, ki je pridigal. In sem ga vprašal, da kaj on počenja. Rekel, jaz govorim o Jezusu, hodim okoli in pač ljudje ga sprejmejo v njegovo srce. In rekel, kaj pa ti delaš? Se rekel, jaz zjutraj meditiram, to delam že 3 leta. In je rekel, a verjameš v Jezusa? Sem rekel, ne, sploh ne verjamem v Jezusa, jaz verjamem v Budo in zato meditiram, da si očistim karmo. In nekaj ton se je ustavil in rekel, to so same smeti. In dobesedno človek je mene užalil. Jaz sem delal 3 leta, sem vsak dan meditiral, sem bil vegetarijanec, celo sem prodal avto, da sem štopil, da nisem onesnaževal okolje. Bil sem tako striktena. In užalil me je, ampak ne vem, za kateri je bil razlog, sem potem še enkrat šel tam, ki se nekaj duhovnega dogajalo. Kaj mi je bilo všeč? Da so ljudje se tam molili, da so peli in ko so polagali roke na moja ramena, jaz sem čutil Božjo prisotnost. In so deklarirali, so se molili za me. Kaj je bilo dobro? Ko so dali roke stran od mene, kar nekaj sem čutil spet, da je šla kot neka energija stran od mene. In to me je, kar nekaj čez enih par tednov, me je to začelo, postal sem radoveden, kako ljudje so bili po tleh, polni ljubezni, polni svetega duha, prijazni so bili, veseli so bili do mene. In nekako se potem začel se z njimi družiti. In nihče ni hotel nič slabega od mene. In po eni hišni skupini je bila neka kratka beseda, ne spomnim se, o čem se sploh govorilo. In spomnim se mi rekel, če bi lahko ostal. In sem ostal iz kavča in sem rekel, a bi sprejel Jezusa v svoje srce. In vedel sem, da to je globoka stvar. Vedel sem, da notri v meni, če bo nekaj prišlo notri v moje srce, nekaj bo moglo iti ven. In če nekaj pride notri v moje srce, bo tam pa za večno. In nekako nek notranji glas mi je rekel, Ervin, sprejmi Jezusa. Ampak občutek je bil, kot da sem v 5. štuku, v nekem bloku in da gledam dol in da se moram vrči. Tak je bil ta občutek. Rekel, wow, to je neka resna stvar. In nekaj znotraj me je rekel, da je to pa naredi. In pol ta pridigar je bil za mene in je rekel, a bi ga sprejel. In sem rekel, ja, bom. In ko sem izrekel, da Jezus je Gospod, da je šel na križ, da je plačal za vse moje grehe,
da zdaj živi in da je na desnici Boga, nekako samo to sem izrekel, samo ta stavek, da Jezus je Gospod, je šel na križu, sem bil poln Svetega Duha. Jaz sem bil dobesedno zadet. Jaz nikoli nisem imel neke droge težke, ampak sem bil zadet Svetega Duha v eni majhni dnevni sobi. In sem se končno usedel na ta kavč in ko sem 3 leta meditiral, nič nisem doživel. Ko sem pa samo izrekel en sam stavek, nekaj pišlo v meni. Pa ne samo to. Spomnim, ko so molili zame, če bi Jezusa sprejel, ko nekaj ti piše Sveti Duh na mene in čutil sem greh. Prvi sem začutil greh, da sem grešil proti ljudi in proti Bogu in sem rekel, zdaj vem, kaj delam napake, dajte malo počakati, če par mesecev, grem nazaj, popravim svoje napake, grehe, strahove, karkoli, pridem nazaj in sprejmem Jezusa. In kar nekaj je rekel ta Pidegar, ne, Jezus zato je šel na križ, da plača tudi za vse tvoje grehe in za posledice tvojih grehov. In dobesedno, ko nekaj sem čutil Božjo prisotnost, da res nekdo je 2000 let nazaj plačal za moje grehe. In sem to sprejel. Ko sem to sprejel, me je to napolnilo. In spomnim se mi na tem kavču, eni so jedli toste, otroci so se pač igrali, jaz sem tam stal in gledal neko točko in se rekel, wow, ne morem verjeti. Toliko sem meditiral, vegetarijan, vse sem delal religiozno, da bi dosegel neko nirvano in karmo, od tega nič. In nekaj samo povem, da Jezus je Gospod in začutil sem Boga. Drug dan sem šel v službo in sem čutil, da sem nekaj doživel in nisem, ali nihče tega mi ni rekel, ampak vedel sem, nekaj sem doživel naravnega. In pol je bil pa proces. Sem po parih mesecih, pa začel jesti meso, po parih mesecih sem potem začel hoditi v cerkev, ampak to je bil proces, ker v meni, kar je bilo meni znano v moji glavi, Jezus je eden od učiteljev, ko je to Muhamed, ko je to Hari Krišma, da je eden od učiteljev in to je bilo v moji glavi, ampak da on je prav Bog in da je prišel na to zemljo in da je vprašal, to je bilo potem razodetje. In potem nekaj pride Sveti Duh in ti razodane dobesedno, kdo si v Kristusu. In najtežja stvar je bila mogoče, ker sem mogel pustiti eno drugo religijo. Ampak je bilo to najboljša stvar. In zdaj to delam pomeni, da že 16 let živim z Bogom. In počasi se potem bil še nekaj let kot natakar, pustil sem službo, delam za Team Challenge, kjer sem zaposlil. Ta isti Pidegar je Matjaž Horjak, zdaj moj direktor. In služim Bogu na tak način, da pomagam odvisnikom, ampak ne več pomagam v bistvu tudi sebi. Ker vidim, da jaz rabim Boga vsak dan. Amen. To je to. Sem Ervin Stefančič za Center Evangelij danes.